hvala za udeležbo. V Slovenski demokratski stranki smo podali zahtevo za sklic nujne seje odbora za obrambo in odbora za pravosodje s točko dnevnega reda sum zlorabe pravosodja z uporabo kazenskega zakonika nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije z namenom omadeževanja slovenske osamosvojitvene vojne in takratnega poveljnika 30. razvojne skupine teritorialne obrambe Toneta Krkoviča z izkrivljanjem resnice v primeru sestrelitve helikopterja nad Rožno dolino v času vojne za Slovenijo. Kot je verjetno vsem znano, sem na marčevski seji Državnega zbora Republike Slovenije ministrici za obrambo postavil ustno poslansko vprašanje v zvezi s sestrelitvijo helikopterja in pa s trenutnimi procesi, ki potekajo proti takratnemu poveljniku, gospodu Tonetu Krkoviču, upokojenemu brigadirju Slovenske vojske. Koalicija ni podprla zahteve za razpravo na seji Državnega zbora v odgovoru ministrice, tako da smo se v SDS odločili, da na to temo skličemo odbora. Veliko resnic, polresnic, laži je bilo v zadnjih dneh, tednih slišati v primeru tega nesrečnega helikopterja. Sodišča so že vodila postopke in vse zavrgla v preteklosti, tako da resnično v Slovenski demokratski stranki ne razumemo, v čem je poanta ponovnega odpiranja tega primera, če ne drugega kot omadeževanje osamosvojitve in pa ključnih osamosvojiteljev. S tem pa seveda pade črn madež tudi na vse tiste, ki so se takrat borili, da obranijo tudi seveda z orožjem plebiscitarno večino, ki jo je izrazil slovenski narod na plebiscitu 23. decembra leta 1990, s tem, ko so se takrat tisti, ki so odšli na volišča, odločili, da postane Slovenija samostojna in neodvisna država. No in sodišče v Ljubljani je Toneta Krkoviča že povabilo na zaslišanje, na podlagi tega bo odločitev, kako naprej, vendar le pa potrebujemo to sejo, da v Državnem zboru razčistimo strani vpletenih nekatere osnovne pojme, ki so se takrat dogajali, da tudi javnost dobi priložnost, da sliši resnico, in z tega namena smo tudi brigadirja Krkoviča povabili na ta odbor, da pove, kako so stvari takrat potekale in da seveda tudi odbora se s tem seznanita, in v ta namen smo potem predlagali tudi dva sklepa, ki gresta zelo, eden konkretno, drugi pa široko, in verjamem, glede na to, kaj mi je ministrica za obrambo povedala v odgovoru na ustno poslansko vprašanje, to je, da bo MORS zaščitil brigadirja Krkoviča v tem primeru, da tudi koalicija ne bo imela težav z glasovanjem. In sicer prvi sklep, ki ga predlagamo, je, da sta se odbora za obrambo in za pravosodje najostreje obsojata poskuse kriminalizacije in diskreditacije posameznikov, ki so branili plebiscitarno odločitev za samostojno Slovenijo. Drugi sklep je, odbor za obrambo in odbor za pravosodje priporočata MORS-u in Ministrstvu za pravosodje, da v okviru svojih pristojnosti brigadirju Tonetu Krkoviču nudita vso potrebno podporo, tako v obliki pravne pomoči, kot tudi v obliki dokumentov, s katerimi razpolagata. In pa tretji sklep, odbor za obrambo in odbor za pravosodje priporočata Ministrstvu za obrambo in Ministrstvu za pravosodje, da v okviru svojih pristojnosti nudita vso potrebno pomoč kateremukoli pripadniku teritorialne obrambe, ki je sodeloval pri zaščiti plebiscitarne odločitve in s tem k osamosvojitvi Slovenije in se ga zaradi tega kazensko preganja. To se pravi v izogib temu, da se bo ponovno odpirali tega in pa druge primere, pri čemer seveda nas v SDS čudi, da kljub temu, da so v vojni bili spopadi, da so bile tudi druge žrtve, da se stalno odpira samo ta primer. Pred tem, ko je helikopter takrat letel, je bil dan poziv, da se prestopi na slovensko stran. Nekateri so to naredili, številni tega niso naredili, med drugimi tega ni naredil tudi voznik tega helikopterja, to se pravi pilot, gospod žal pokojni Toni Mrlak. Takratni teritorialci niso mogli vedeti, ali helikopter je oborožen ali ni, zaradi tega je bila pač sestrelitev, ker je bil to helikopter sovražne vojske, ker je bilo tudi izdano povelje, da se predvsem uničuje tehnika, oprema Jugoslovanske ljudske armade in pa ker je letel nad prepovedanim območjem.
dokumentov, da bi se Toni Brlak pogajal o prestopu, zaenkrat še ni, javnosti niso bili predloženi, prav tako ni nobenega dokumenta, oziroma vsaj do zdaj javnosti ni bil predložen, da bi Toni Brlak prestopil na slovensko stran, tako da tukaj se tudi seveda odpira vprašanje, zakaj se ga šteje kot žrtve osamosvojitvene vojne na slovenski strani. Skratka, Slovenija je to vojno vodila v skladu z mednarodnimi konvencijami in pa z odločbo ustanovne listine Združenih narodov, ki daje vsakemu narodu pravico do samoodločbe, in v skladu s temi konvencijami je bil tudi sestreljen ta helikopter. Zato v Slovenski demokratski stranki najostreje ob 25. obletnici samostojne Slovenije obsojamo ponovne poskuse diskreditacije in pomadeževanja osamosvojitve, ključnih osamosvojiteljev in vseh tistih, ki so v tistih poletnih mesecih leta 1991 praktično nosili glavo naprodaj s tem, ko so branili svojo domovino, svojo državo in omogočili, da danes živimo v takšni Sloveniji, da je to parlamentarna demokracija, ki jo je seveda vredno braniti. Takrat so ti ljudje to spoznali in nepravično sedaj je, da se jih zaradi tega procesira na raznih sodiščih, da se jih blati po medijih in tako naprej. In v Slovenski demokratski stranki bomo vsakemu, ki je takrat branil Slovenijo, stopili v bran. Hvala. Če še vprašanje?